Ta AI agent mi vsak teden prihrani vsaj 1 uro dela, in sicer za tiste admin zadeve, ki niti ni nujno, da jih jaz opravim, niti v njih ne uživam, pa so vseeno narejene, ker pač morajo biti narejene. In v tem videu ti pokažem, kako lahko takega agenta postaviš tudi zase in za svoj posel. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke, in rasti in razvoju brenda. A veš, ko se včasih zgodi, da te kakšna situacija včasih potisne v to, da narediš nek korak, za katerega mogoče dlje časa odlašaš, ali pa dobiš pač enostavno eno tako malo brco v rito, zato da v bistvu potem spremeniš ali pa nekaj optimiziraš v svojem poslu. No, pred časom se tudi meni to zgodilo, da v bistvu sem s tem, da vpletem več AI, umetne inteligence v svoj posel kot sisteme, ki me podpirajo, sem precej dolgo odlašala, no, potem pa je prišla situacija, ko v bistvu sem res imela dovolj nekega admin dela, ki ni treba, da ga jaz počnem, in niti ni potrebno, da ga počne človek, ker je res zelo tako tehnično delo, ki je mogoče se zmeraj znova ponavlja in lahko osvobodi veliko časa. In da sem se v bistvu naredila takšnega agenta, sem porabila sicer nekaj časa, zato če gledaš ta video, ti pokažem, kako se naredi, tako da ti prihranim tebi več časa. Kaj pa je najboljše, da mi vsak teden prihrani vsaj 1 uro časa, samo ta agent, ki ga ti bom danes pokazala, in pa prihrani tudi veliko evrov. Ker prej bi recimo morala za asistentko ali pa asistenta, ki bi opravil to delo zame, odšteti približno 300 evrov na mesec, zdaj pa mi v bistvu ta agent za 20, mislim, da je trenutno cca $20 na mesec opravi to nalogo čisto super, oziroma še včasih celo bolje, kot bi opravil nekateri asistenti. In zraven tega lahko za to ceno ustvarim si še več teh agentov. Zdaj pa, preden ti pokažem kako pa kaj, bi rada samo opozorila, da jaz definitivno ne mislim, da je delo asistentov nepotrebno ali pa da je vse treba, da zamenjajo roboti. So pa določena dela, ki definitivno lahko jih predamo umetni inteligenci, ker lahko ta dela opravijo bolj mogoče natančno, bolj konsistentno, ker pač imajo točna navodila, po katerih grejo zmeraj enako. Človeško oko oziroma človeški dodatek pa definitivno verjamem, da je lahko tisti dodatek, ki to delo ali pa podobno delo naredi še boljše. Tako da ne mislim, da v bistvu lahko zdaj asistente ali pa asistentke zamenja popolnoma umetna inteligenca. Definitivno ne. Če si mogoče asistent, asistentka, ki delaš na svojem poslu, pa ti definitivno pač priporočam, da v svoje delo si pomagaš tudi z AI agenti in pa seveda potem uporabiš še svoje znanje, tisti človeški pristop, ki te rezultate naredi še veliko boljše. Definitivno pa v bistvu dela oziroma asistenti, kar sem že tudi jaz naletela, ki opravljajo delo varianta copy-paste ali pa kopiraj in prelepi direktno recimo iz ChatGPT-ja in je to rezultat. Takšna dela pa mislim, da počasi že zamirajo, ker ne samo, da niso kvalitetna, ampak tudi nimajo nekega dodanega doprinosa. Tako da jaz vedno nekako zagovarjam, da kombinacija obojega je lahko zelo čudovita. In da ti najprej razložim, kaj zdaj ta moj agent dela. V bistvu dodaja vsak teden, ko posnamem recimo tudi takšno epizodo za tale podcast, mi v bistvu naredi to, da vse, kar je potrebno, se stavi v blog in mi doda. In mogoče bo zdaj kdo rekel, kaj Maja, AI ti piše blog? Ne nujno, kar dela, ker pač jaz definitivno ne zagovarjam, da naj umetna inteligenca piše namesto tebe.
Kaj v bistvu ta asistent naredi, je v bistvu, da tehnično v bistvu mi po določenem templateu, s katerega je sestavljen blog, ki sem ga seveda jaz naredila, mi v bistvu podatke samo vstavi iz moje epizode v blog in s tem seveda lahko prihranim ogromno časa. Kaj to pomeni? Recimo, če grem zelo konkretno, da ti povem še mogoče malo več v ozadju. Se pravi, ko jaz v bistvu posnamem vsak teden novo epizodo tega podcasta, mu naložim video na YouTube, naložim mu potem tudi celoten video naložim v TurboScribe, ki mi omogoča, da iz videa ven potegnem besedilo, torej transkript videa. Nato pa v bistvu je naloga tega agenta, da mi optimizira naslov, kar pomeni, da mi da 5 ali pa 10 idej za to epizodo, da mi da idejo oziroma napiše, kako bi bil kratek opis te epizode, ki jo mora v bistvu potegniti iz celotnega transkripta, da transkript minimalno uredi in ga potem pripravi za to, da ga lahko potem objavim na spletni strani oziroma na novi objavi bloga. In kaj potem je tukaj najboljše? Ne samo, da pripravi vsebino, ampak da v bistvu gre na mojo spletno stran, ker ima dostop, naredi kopijo iz mojega templata, ki imam postavljeno, kako naj blog izgleda, vanjo doda video vgradi, doda priporočen naslov, doda priporočeno vsebino oziroma opis, potem pa doda tudi še celotno vsebino, ki je v bistvu olepšana oziroma prečiščen transkript, doda v sam blog. Kar za mene potem pomeni, da v bistvu jaz naredim potem še samo revizijo najbolj pomembnih delov, in epizoda je v bistvu tako pripravljena. Torej, to ni samo nekaj, kar klepetamo, pa moramo sami narediti, ampak v bistvu mi pripravi kot nek osnutek vsega novega bloga, potem ven mi potegne še kakšne določene zanimive vsebine, ki jih je najdel v mojem transkriptu, ki bi jih mogoče lahko uporabila za objave na družabnih omrežjih v naslednjih tednih, kot v bistvu ponovno grajenje oziroma vsebine, ki si jih lahko shranim in iz tega v bistvu že zgeneriram nove vsebine tudi za družabna omrežja, ne da on zame napiše, ampak ven potegnemo ključne ideje. In to seveda naredi zelo lahko super in pa krasno. Kakšnega agenta si torej lahko mogoče ti postaviš tudi zase, če delaš mogoče v tej smeri, da si želiš postaviti takšnega agenta, je v bistvu zelo dobro, če so to neke naloge, ki morajo biti v tvojem poslu narejene, pa ni nujno, da jih recimo opraviš ti osebno, in pa tudi, da so v bistvu naloge, ki imajo neko točno določeno zaporedje in se zmeraj znova tudi ponavljajo. In v teh primerih se mi zdi, da je umetna inteligenca oziroma ta AI lahko čudovita podpora v tvojem poslu. Pa gremo kar pogledat, da ti bo lažje, kako takega agenta narediš, ker jaz velikokrat tudi povem, oziroma zagovarjam, če snemamo neke videe, dajmo to v bistvu izkoristiti, da povečamo tudi obiskanost spletne strani. In te videe kot blog potem vgradimo na svoj blog ali pa kakorkoli ga poimenujemo, kot novo objavo, in s tem v bistvu gradimo tudi večjo obiskanost spletne strani, in ta agent v bistvu mi res lahko pripravi čudovit osnutek, ki mi prihrani ogromno časa. Zdaj, kako to narediti? Lahko naredi tudi vsak, ki ni tehničen tip, ker ni zahtevno, so pa potrebni eni koraki, ki je fajn, da greš čez njih, zato da potem to vse deluje. Včasih, če imaš kakšno zelo kompleksno nalogo ali pa kaj zelo težkega, lahko mogoče tudi potrebuješ nekaj časa oziroma ga večkrat recimo greš čez, ga pilješ, zato da ti potem res dobro opravlja te tvoje naloge v tem stilu, kot si želiš. Pa gremo pogledat, kako v bistvu zdaj to izgleda. Prvo, kar potrebujemo, je, da si moraš v bistvu na računalnik sneti ta cloud aplikacijo, ki je na voljo za
če imaš Maca ali pa če imaš drug sistem, torej če imaš Windowse, tako da lahko pač snameš za svoj računalnik. Lahko seveda uporabiš tudi mobilno aplikacijo, ampak za ta namen v bistvu potrebujemo desktop. Torej ga snameš in namestiš. Zdaj, določene zadeve lahko delaš v brezplačni verziji, drugače pa, če imaš več teh nalog, pa je potem imaš različne pakete. Trenutno so, mislim, da ali je celo 15. Se pravi, nekaj imaš brezplačno, če želiš iti pro, pa je v bistvu 17 trenutno dolarjev oziroma 20 na mesec. Ampak, če to primerjaš s tem, da v bistvu je to vzameš kot svojega asistenta, je lahko ta cena res precej nizka oziroma se res splača. In kaj je tukaj najboljše? Da v bistvu si lahko te agente tudi nastaviš, da se sami zaženejo. Recimo, jaz imam nekaj agentov takšnih, da se v bistvu sami zaženejo v nedeljo ob 23. uri in mi do jutra recimo potem že imam v svoji aplikaciji Asano nalogo, kaj je v bistvu naredil in nek povzetek oziroma to, kar je moral narediti, tudi ta. Recimo, en takšen agent je, da v bistvu se mi požene recimo v nedeljo popoldne zvečer, da pogleda v bistvu na blog novo objavo in to novo objavo mi da v knjižnico vseh vsebin, kot neko zakladnico vsebin, iz katerih lahko potem črpam ideje za objave, za maile, ko nimaš časa, pa želiš mogoče nekaj uporabiti in se tako sestavlja v bistvu ena velika knjižnica nekih vsebin oziroma znanj, ki jih potem lahko kot ponovno uporabo spet uporabiš v različnih vsebinah za maile, družabna omrežja in tako naprej. In to v bistvu enkrat nastaviš in potem ti v ozadju deluje. Jaz ga imam potem še povezanega, torej z aplikacijo Asana, kamor mi potem odloži, kaj je ugotovil, da je naredil ali pa če je kakšna napaka, zato da niti ne rabim gledati v njega, ker pač je tako lepo pač povezano in mi je tako lažje. In seveda vsak si lahko ta proces tudi zgradi zase, tako kot pač za tvoj posel itak veš, kaj ti najbolj koristi. In potem, ko imaš naloženo to in nameščeno aplikacijo, imaš tukaj v bistvu na voljo torej chat, to je v bistvu navaden chat, isto kot imamo lahko na spletu, da greš na cloud, pa tam klepetaš z njim, pa ti da nekaj informacije, pa ti kaj poišče, spravi gre za navaden klepet, podobno kot ChatGPT. Kaj je pa tukaj najboljše, je, da imaš potem možnost tale cowork. To pa je v bistvu tvoj asistent, ki lahko celo dela torej namesto tebe. Tukaj mu torej lahko daš res naloge, da dela tudi na tvojem računalniku lahko nekaj namesto tebe. Recimo, jaz sem ga nekaj časa imela tudi zato, da ko sem objavila novo epizodo vloga, da mi je vsak sam naredil tudi recimo v Canvi mi je pripravil torej objavo, torej da je dodal ta pravi naslov, link do te objave, tako da sem v bistvu jaz, ko sem želela objaviti, sem samo si snela sem ti snela ta pripravljeno objavo in seveda si lahko predstavljaš, da ti prihrani veliko časa in v bistvu res ni potrebe, da bi to moral delati človeška roka, ker pač, če mora samo naslov iz enega kopirati sem, pa link do tega objave, ni potrebe, da to ni dodane vrednosti, da to počne pač človek. Zdi se mogoče, da so to ene take malenkosti, pa se to hitro narediš, ampak te malenkosti se lahko čez čas zelo naberejo, pa če ravno ni nekaj, kar uživaš, se mi zdi, da je škoda našega časa, zakaj bi to sploh počeli. In te naloge lahko potem si dodajaš in potem res zelo razbremeniš svoj urnik in pa svoj čas. Se pravi, ko smo na coworku, imamo možnost, da naredimo projekt in pa schedule, to pomeni, da v bistvu nastavimo ravno te naloge, ki jih potem sam zažene. Kar bomo mi naredili, je, da gremo na projekt. Tukaj vidiš pač moje arhivske zadeve.
in pa nekaj, kar je aktualno. Pogledali bomo torej ta moj podcast na blog, ki se mi zdi res super agent, in če želiš narediti svojega, boš imela tukaj prazno, klikneš samo na novi projekt in tukaj ti priporočam, da pač začneš od začetka, daš si ime projekta, ne vem, karkoli je recimo to, blog recimo, in pa zraven tukaj potem napišeš navodila. Torej, navodila, kaj mora narediti, in ja, napišeš lahko tudi v slovenščini, napišeš v bistvu lahko čisto enostavno, kot želiš, piši, kot govoriš, ne rabiš komplicirati, napišeš naloge, kaj mora narediti, ker potem, ko večkrat to nalogo pač zaženeš, lahko potem tudi narediš, jo izboljšaš, in pilješ ta navodila, da je res na koncu idealen rezultat, kot si želiš. Meni se velikokrat zgodilo, da ko sem potem zagnala parkrat, da sem ugotovila, pa še to bi lahko, in potem lahko se igraš in dodajaš. Zdaj, lahko tukaj dodaš kakšne tudi datoteke, kar je pa zelo, zelo super, je, da mu lahko določiš tudi pač lokacijo, kjer on dela. Torej, kaj to pomeni, da na računalniku mu narediš recimo mapo, jaz imam mapo Cloud, v kateri potem on lahko dela in kamor tudi jaz lahko odlagam neke vsebine, po katerih on lahko potem tudi brska. Naprimer, en agent, ki ga imam, je torej, da v bistvu v nedeljo zvečer pogleda nov blog in ga doda v mojo knjižnico, in potem imam enega agenta, ki je namenjen samo za to, da mi da ideje za ponovno objavo nekih vsebin, kot neko ponovno promocijo recimo že obstoječih vsebin, blogov in tako naprej. In v bistvu ta agent potem gre v to knjižnico, preveri, kaj imamo in mi da neke predloge. Včasih so super, včasih rabijo precej dodelave, ampak če že imaš nek mušter, je veliko lažje. Tako da tukaj lahko mu torej daš knjižnico, kjer lahko potem on dela. Jaz ti priporočam, če je seveda smiselno, da mu vklopiš, da ima vklopljen memory, to pomeni, da si bo v bistvu zapomnil, ko enkrat se nekaj pogovarjaš, ko nekaj delaš, vse te informacije si tudi zapomni. In potem samo klikneš Create. Tukaj se ti potem torej odpre okence, kjer lahko v bistvu delaš oziroma ga zaženeš. Torej, določiš tukaj levo, tukaj se lahko z njim, ko da se pogovarjaš, ali pa rečeš, ok, zdaj pa zaženi tale projekt. In seveda tukaj imamo torej blog, je v bistvu recimo tale projekt. Tukaj mu določiš, ali te mora zmeraj za dostope vprašati, ali lahko dostopa brez da te sprašuje, in pa izbereš potem tudi različne modele, po katerih deluje. Trenutno Opus 4.5 je seveda eden izmed najmočnejših, je pa res, da tudi porabi največ, je namenjen za tiste bolj zahtevne naloge. Če nimaš takih zahtevnih nalog, lahko potem seveda tudi daš tukaj, zbereš, da ne rabi biti tak močen model. Tukaj pri Effort je zelo fajn, da mu daš tudi vklopiš thinking, da lahko v bistvu, če imaš sploh kakšne bolj kompleksne naloge, da mu tukaj lahko omogočiš. Kaj je potem naslednji korak, da če še nismo, mu lahko potem tukaj daš torej navodila, če jih je treba urediti, jih seveda tukaj lahko, in pa seveda tukaj zdaj, če narediš tale si projekt, mu daš navodila, zdaj lahko je v tem projektu vezano, da dela samo eno stvar, lahko pa v ta projekt damo več nalog. Kot sem ti že jaz prej povedala primer, ena recimo pri meni naloga je, da naredi torej mi osnutek za novo objavo, potem imam eno nalogo, da to objavo, ko je objavljena, potegne in shrani v knjižnico. Tretja naloga je potem, da v bistvu si iz tega naredi vsebine oziroma za ponovno objavo, da mi neke ideje in tako naprej. In tukaj lahko v bistvu te taske tudi nastavimo, da se zaženejo sami. Torej, lahko damo Create New in potem si damo torej ime te naloge, napišemo si nek opis in potem spet mu damo navodila, kaj želimo, da nam naredi. In potem zberemo mapo, oziroma če je druga, in nastavimo potem pod frequency, nastavimo, ali bomo to pognali ročno, ali se bo zagnalo, verjetno najbolj pogosto je ali dnevno,
ali pa mogoče samo med delovniki ali pa celo samo tedensko. A ne? In potem, ko zberemo, lahko zberemo točno kdaj. Jaz ti tukaj seveda priporočam, da takrat si nastaviš kakšne te naloge, ko ti recimo nisi na računalniku. Jaz običajno dam to naloge, ki so bolj po noči. Zdaj seveda računalnik mora biti vklopljen, da je to možno in pa izvedljivo, ali pa pač v nekih urah, ko mogoče ne uporabljaš tako zelo računalnika, zato da ti tudi ne porabi vseh resursov oziroma ti zabije vsega. Ne? In potem seveda klikneš še save. Okay? Rabimo potem še tukaj description pa save. Ne? In potem v bistvu imaš tole nalogo aktivno, da se bo sama v bistvu pognala. Tako da to v bistvu je super enostavno. Ko klikneš, lahko seveda tudi daš run now, torej da takoj poženeš to nalogo in vidiš, kako deluje. Ko narediš jo prvič, ti priporočam, da daš ta run now, zaradi tega, ker se ti bo takoj zelo jasno, kaj ne deluje, kar mogoče bi bilo fajn za izboljšati in tako naprej. Tako da v bistvu je res uporaba precej enostavna. Je nekaj igranja, ampak ko si enkrat te stvari nastaviš, pa ti lahko zelo lepo delujejo. Tako da, jaz upam, da si ustvariš, da zapiši spodaj kakšnega agenta oziroma ali pa kakšen agent bi ti prišel najbolj prav. Mogoče v bodoče posnamem še kakšna dodatna navodila, če seveda za to zanimanje z veseljem. Upam, da ti je v bistvu to pomagalo, da si ustvariš svoje agente oziroma da ti pomagajo v tvojem biznisu, predvsem zaradi tega, da ti prihrani čas, zato da ta čas lahko potem raje investiraš v neke mogoče naloge, ali so to tvoje stranke, ali v rast svojega posla, ali pa enostavno, da imaš več časa zase in za svoje bližnje, ker mislim, da je itak najbolj pomembno in je škoda, da zapravljamo čas za neke naloge, ki morajo biti narejene in ni nujno, da so narejene recimo iz naše strani. Tako da upam, da ti je koristilo. Se vidimo naslednjič. Uživaj in lep dan. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.